Sem Alenka Vovk, prihajam iz družbe Prima IP, opravljam delo direktorice in vodje pravne in kadrovske službe. V bistvu je šlo za, bom rekla, naključje znotraj dela, ki sem ga prej opravljala kot pravnica v eni izmed bank. Sem spoznala sedajšnjega poslovnega partnerja, ki me je v bistvu povabil k sodelovanju, namreč prišlo je do združitve podjetij, ker naenkrat je bilo v družbi 100 zaposlenih in rekel je, ne zmorem več sam, moram urediti svoje mape, svoje fascikle in hkrati mi je potem ponudil tudi poslovni delež in sva v bistvu začela skupaj v letu 2018. Zdaj rastemo. Jaz sem prišla v grafično podjetje s svojim znanjem prava, o tisku pravzaprav nisem vedela veliko, ne. In potem sem se mogla dokazati že kot ženska in potem kot strokovno, zakaj bi tiskarsko podjetje sploh rabilo nekoga z mojim profilom, ker tako je, ne. Ko imaš recimo neko funkcijo v podjetju, kot sem jo jaz dobila že takoj vodilno, je nekaj formalni naslov, ne, potem si moraš pa to zaupanje svojih sodelavcev še pridobiti in tudi to je potem težje, ne, že z vidika torej spola, plus treba je upoštevati to, da so obveznosti, ki so poleg posla, ne, materinstvo, ki ostaja, tega ne moremo zbrisati, tudi če se odločimo za tako pot in je treba to potem znati kar fajn kombinirati, ker vsi imamo 24 ur na dan. Časovna organizacija, ne, je bistvena. Se pravi, če ugotoviš, da imaš tisti dan več obveznosti doma, morda ostaneš malo prej, greš malo prej spat, in potem dan kar naenkrat postane daljši in tam, ko se bliža 3. ura, ko pridejo obveznosti pač doma, ne, si že vse opravil, tisto, kar se posla tiče. V službi se tudi dogovorimo in smo res družini prijazno podjetje, da če pride do situacije, seveda greš prej, narediš morda kakšno stvar, tudi zvečer se še da odgovoriti, ne, saj ne gori voda ali pa si pomagamo. In seveda tudi partner tukaj igra vlogo. Jaz mislim, da uspešna ženska mora imeti tudi partnerja, ki prisluhne in tukaj moram reči, da sem imela jaz srečo, da si lepo razdelimo delo tudi, kar se tega materinskega dela tiče, no. Imamo včasih občutek, da kaj zamujamo, ne. Ker časovno je to obremenjujoče, ne. Pri nas je 70 zaposlenih trenutno, smo družba, ki ima tudi status invalidskega podjetja, kar pomeni, da je mentorstvo osebam s statusom pomembno in jaz tukaj odigram kar veliko vlogo, poleg vodenja podjetja, in je to časovno zamudno. In potem imam kdaj občutek, da sem premalo prisotna doma, morda zamudim, tako kot rečemo, joj, ravno danes je shodila, tebe pa ni bilo, ne. To se mi sicer ni zgodilo, ampak v tem smislu se mi zdi, da zelo hitro otroci odraščajo in včasih moramo stopiti na žogo in si reči, morda kakšna stvar lahko počaka, kar se tiče posla, a ne, ker otroci bojo zrasli, ne, in je treba si vzeti čas za njih. Ni potrebno vedno reči, saj bom jaz pomagala, morda kakšna stvar lahko ostane tudi drugim, vdahneš 3 ali pa do 3 prešteješ in se mogoče lahko tudi do drug javi za določeno delo oziroma aktivnost, a ne. Tako da in predvsem, kar je najbolj pomembno, potrebno je ostati zvest samo sebi in biti, se reče, passionate, ker to je v poslu najbolj pomembno in tudi doma v končni fazi. Zavzetost in ta energija, ki te potem spremlja in ti da moč za vse in vse zmoreš.